Dober večer in lepo pozdravljeni. Najprej bi vam razložila čisto, da boste razumeli, kaj v bistvu tukaj delamo. Gre za to, da vsaka situacija, ki jo mi v življenju doživimo, če je lepa, v nas nastanejo lepi občutki. Nevronske povezave se oblikujejo in nekako naša osebnost se oblikuje na teh temeljih. Kadar pa doživimo situacije, ob katerih se ali prestrašimo, ali smo žalostni, ali pač so na nek način stresne za nas, takrat pa gre v nas, nekje na energijskem nivoju, gredo v nas tudi neprijetni občutki. In ti neprijetni občutki si lahko predstavljate kot neke blokade v našem energijskem sistemu telesa. V zahodnem delu sveta, kot je Evropa, Amerika, pač ta naš zahodni svet, ki ga mi najbolj poznamo, se tega nikjer ne učimo, v nobenem učbeniku tega ni. Mi poznamo v telesu sistem mišic, pa poznamo sistem kosti, pa sistem žil, pa še kaj drugega. Nimamo pa nobenih učbeniku energijskega sistema telesa. Medtem ko vzhodni del planeta pa zelo močno vse njihove metode, tehnike zdravljenja temeljijo na energijskem sistemu telesa, kjer človeka ne obravnavajo samo kot sestavni del, kot stroj iz sestavnih delov, pa vsak specialist en kos pošravfa ali porihta, ampak gledajo telo celostno, gledajo po teh energijskih poteh, meridianih. In akupunkturo vsi poznamo, je znanstveno dokazana, tam pač pikajo iglice mojstri akupunkture, da bi neke blokade odpravili. Joga tudi ob raztezanju, ob različnih teh pozah, tudi se neki meridiani sproščajo. Potem ajurveda tudi podobno. Masaže tudi iz vzhodnega sveta, ki jih imamo radi, ki nam pašejo, tudi sprostijo neko napetost iz nas. Ta je tehnika EFT in to, kar mi kombiniramo, je pa neka kombinacija tega, kar je iz vzhoda in iz zahoda. Torej, skombinirana in ta terapija, ki ste jo zdaj tukaj, je v bistvu skombinirana znanje neke psihoterapije ali pa kognitivno-vedenjske, če hočete, znanje o naših občutkih, o mislih, o našem vedenju z to telesno komponento. Zakaj? Ker ko mi doživimo stresne situacije, se v nas nabirajo občutki. In ti občutki, ne moramo iti k kirurgu pa reči, izrežite mi malo to tesnobo. Ali pa izrežite mi, ne vem, pekoče noge. Izrežite mi glavobol. Izrežite mi, ne moramo. Zakaj? Ker je to, tudi aparati načeloma to ne zaznajo, medicinski. Ker je to v energijskem sistemu telesa in vpliva pa seveda na naše fizično telo. In kako zdaj to deluje? Doživimo neke stresne situacije, in recimo, naprimer, prometna nesreča. V prometni nesreči, tudi če se sam avto razbije, pa se nam v resnici fizično nič ne zgodi, vseeno se mi tega ustrašimo. In v naše telo gredo občutki strahu. Strah, če bi se še kaj več zgodilo, pa bi recimo umrl ali pa ne vem, karkoli hudega. Slišimo, vidimo recimo luči, ki prihajajo od avtomobila naprej. Vidimo, slišimo zvoke pokanja, lomljenja pločevine. To je v bistvu tisti občutki neprijetni, ki gredo v nas. Hkrati pa, odvisno seveda od vsakega od nas, lahko nas stisne v prsih, lahko nas v želodcu boli, lahko nas v glavi boli, lahko nas kjerkoli v telesu. In podobno kot je ta prometna nesreča, je lahko tudi otrok, ki je priča prepiru staršev. Se tudi počuti nemočnega, manj vrednega, negotovega, nesigurnega. Ali pa, ne vem, najstnik, ko dobi prvo zavrnitev, ker ga njegova ljubezen pač ne mara. Pri, recimo, zelo mladih letih. Ali pa neka poslovna zgodba, kjer se doživimo neko, ne vem, poslovno ali izgubo, ali izdajo, ali neke težke stvari, ali ne vem, veste, marsikaj doživljamo, ne. In vedno ob vsaki stresni situaciji, ne glede na to, ali je to bilo prometna nesreča, ali je bila ljubezenska zavrnitev v najstniških letih, ali je bila ločitev, ali je bila smrt koga, ali je bil, ne vem, izguba koga, ki smo ga imeli radi, ali je bil neka poslovna težka zgodba, v vsakem primeru gredo v nas občutki. In se stres nabira na energijskem nivoju našega telesa.
In več kot se tega nabere, to je nevidno, ne? In več kot se tega nabere, slabše se počutimo. Do neke točke, ko telo eksplodira in nam pokaže, hej, zdaj pa ne morem več tega nositi. Naše telo v bistvu zmore marsikaj prenesti, marsikaj. Ampak ko gremo res čez mejo, ko na nek način postanemo nevarni sami sebi, to sem tudi v enih iz prejšnjih terapij razlagala, ko postanemo nevarni sami sebi, takrat nas telo ustavi. In takrat nam telo hoče reči, zdaj se pa ustavi. Zdaj pa je treba nekaj drugače, ker če bova nadaljevala, tako lahko umreš. Dobesedno. Zdaj pa je treba nekaj drugače. In telo nas ustavi s čim? Da nam en velik rdeč stop znak, ki se mu reče panični napad. Mnogi od vas ste to imeli. Ali pa dobimo tako, da smo čisto nemočni in ne moremo nič iz svojega telesa. Ali pa dobimo napad strahu. Ali pa dobimo tako močen napad vrtoglavice, da ne moremo funkcionirati. Ali pa dobimo tako močno slabost. Ali pa dobimo, ne vem, kakšne čudne bolečine, ali pa, ne vem, oči nam odpovejo, ne vem, nekateri bolj na telesu čutite to. Kar neke bolečine. Recimo, spomnim se Jureta, on je bil tudi zelo izgorel, anksiozni izgorel, panični napadi, on je imel bolečine v dimljah, on je hodil vsaki drugi dan na urgenco, in bolj kot so ga preiskovali, manj so našli. To je v bistvu znamenje, da telo res ne more več, ali pa to, da nehamo spati. In to je vse skupni imenovalec, zakaj mi zdaj to skupaj to delamo, ker skupni imenovalec tega je, da se je preveč stresa, preveč neprijetnih občutkov nabralo v nas. K sreči pa obstaja rešitev. In kaj je ta rešitev? Da mi, tako kot se je to nabiralo v našem telesu, počasi iz telesa dajemo ven. In da začnemo slišati svoje telo, da si vzamemo te 2 urci, te bogi 2 urci na teden, zato da sploh lahko preživimo. Ne? In danes bi se z vami rada tega lotila. Zakaj? Ker je res pomembno, da svoje telo razbremenimo. Pa še nekaj. Torej, ko razmišljamo o telesu, kaj se nam dogaja, v bistvu lahko razdelimo na 3 etape. 1, 2, 3. Prva etapa je tista etapa, ko se stres nabira v našem telesu in mi pač mislimo, da tako pač je, da tako pač mora biti, da samo moram se naspati, moram iti na dopust, pa bo vse v redu. To je prva etapa. Ko nekako kar goltamo, požiramo in delamo, živimo, ne da bi kaj dosti razmišljali o svojem telesu. Potem je druga etapa, ko se nam telo upre, ko reče ne greva več tako naprej, ko imate panični napad. 1, 2, 3, 10, mnogi od vas ste jih imeli veliko, to je druga etapa. Ko se telo začne resno kazati, da mu to ni všeč in nam začne, če bi rekli nagajati, začne nam kazati, da nekaj moramo narediti. To je druga etapa. In potem je še tretja etapa, ki je pa po recimo paničnem napadu, ko telo nikoli več ni isto. Mi začnemo z nekimi ukrepi, mi že malo začnemo razmišljati, že začnemo mogoče manj delati, že začnemo mogoče kako meditacijo, jogo, mogoče tudi malo s tapkanjem. Tretja etapa je pa tista, kjer se nas telo ves čas opozarja nazaj. In tretja etapa je tista, ko se razvije strah pred strahom, ko v bistvu nimamo paničnega napada, ampak nas je strah, da se bo to zgodilo. In nas to začne omejevati v vsakdanjem življenju. Nekatere med vas je že ustavilo, da ne morete avta voziti, nekateri tisti, ki še dolgo niso telesa slišali, so celo taki, da iz stanovanja niso mogli, ali pa pač čutite, da telo ni več isto, kot je bilo. In zato, ko boste vi razmišljali, bomo zdaj te 3 etape malo, bomo o tem se še pogovarjali, ampak zdaj bi rada, danes se bomo lotili tega dela. Torej, če hočemo vaše telo sprostiti, v smislu, da boste lahko spet funkcionirali, da boste lahko normalno, polno živeli, moramo iz telesa vse te 3 etape predelati in očistiti tiste izkušnje, ki so v vas pustile posledico v smislu, da nekih energijskih blokad, čustvenih blokad, v smislu, da se je stres naložil v naše telo. In danes se bomo lotili te srednje etape. Srednje etape, kjer bomo
pogledali panične napade. Okay? Tisti, ki pa niste imeli panične napade, boste pa zbrali kakšne druge ekstremne situacije, zaradi katerih v bistvu ste prišli sem. Ja? Lahko je to močen napad treme, recimo, da ne morem v šolo, da ne morem sploh razmišljati, lahko je to močna vrtoglavica, močna omotica, lahko je to šibko telo, lahko je to karkoli drugega. Hvala, ker ste bili z mano do konca. Če vam je ta video prinesel vsaj malo jasnosti in občutka, da niste sami in da je rešitev za vas možna, potem vas povabim, da si spodaj v opisu videa snamete moj brezplačen priročnik. Pomagal vam bo narediti prve korake do več miru, stabilnosti in zaupanja vase. Če pa začutite, da bi potrebovali pomoč na tej poti in se želite iskreno pogovoriti in se zavedno rešiti izgorelosti, tesnobe ali notranje stiske, potem sem tukaj za vas, za brezplačen pogovor. In tudi tukaj povezava do te rezervacije termina je spodaj v opisu videa. Veselim se srečanja z vami.